En lepo zdrav vsem skupaj. Aleksandar Šinigo je tukaj. Javljam se vam iz Orlanda, kjer sem ponovno asistent pri dr. Richard Benderju, soustanovitelju NLP-ja, in danes imamo hipnotično oziroma hipnozis party oziroma neke vrste zabavo na koncu delavnice hipnoze. In tukaj sem asistent na delavnici Neurohypnotic Repatterning. In to je delavnica, kjer se v resnici učimo, kako lahko za hipnozo spreminjamo notranji svet, in je dosti zanimivo zaradi tega, ker je na nek način princip razmišljanja pri tem konceptu Neurohypnotic Repatterninga oziroma NHR-ja malo drugačen. Mi ponavadi pri NLP-ju pri hipnozi razmišljamo tako, da začnemo spreminjati notranji svet, začnemo spreminjati najprej slike, najprej zvoke in potem se spremenijo občutki. Pri Neurohypnotic Repatterningu govorimo pa obratno, v bistvu začnemo spreminjati najprej tisti svet, ki je nek občutek, in potem, ko spremenimo občutek, se v resnici vse spremeni. Danes imamo neko posebno oblačilo, ne vem, če vidite, in smo bolj ali manj oblečeni v hipije. Prej ste eni glasovali, za katero lasuljo, oziroma katero lasuljo ne izberem. Jaz sem seveda izbral tisto, ki je na koncu ostala, ker so mi pobrali vse ostale lasulje malo pred mano, in sem rekel, ok, bom zbral pa to. In vam moram povedati, da ko sem jedel večerjo prej, je to kar naporno jesti. Tisti, ki imate tako dolge lasi, seveda se morate naučiti verjetno jesti, da vam te lasi ne padajo nekam noter, in na nek način s to hipnozo zabavo oziroma zabavo hipnoze bomo zaključili 4. dan te delavnice. Zdaj imamo še jutrišnji dan, ko imamo deep trance fenomena oziroma različne fenomene globokega transa, in v nedeljo je potem v bistvu ta prvi del zaključen in potem začenja še karizma oziroma tečaj karizme čez nekaj dni tukaj v Orlandu. In danes imam za vas nekaj koristnih stvari oziroma nekaj koristnih stvari strani hipnoze, in to sem hotel z vami deliti, preden se bom pridružil zabavi. In to je, da hipnozo lahko uporabljate za številne namene, in en tak dosti koristen namen hipnoze je ta, da z njo lahko spremenite notranji svet, da lahko spremenite neke programe, ki jih imate, vzorce, prepričanja in tako dalje. In prednost hipnoze je ta, da vi resnici s hipnozo lahko to naredite dosti hitreje, dosti bolj trajno, da hipnoza vam lahko pomaga, da v bistvu tisto, kar je zakoreninjeno nekje globoko v vašem nezavednem delu uma, lahko spremenite, in s tem, ko to spremenite, se spremeni praktično vse. In jaz mislim, da je hipnoza nekaj, kar bi se morali učiti v osnovnih šolah, da bi morali učiti otroke, da bi morali učiti ljudi, ki dejansko imajo neke želje in ambicije, da uresničujejo cilje. Zakaj? Ker hipnoza je v bistvu kot da bi imeli daljinca za vaš notranji svet, in če imate daljinca za vaš notranji svet, lahko pritisnete na gumb in boste rekli, zdaj rabi malo motivacije, če bi rekli, zdaj bi se rada sprostila, umirila, zdaj bi rada nekaj se premaknila. Da v resnici hipnoza je zame neka vrsta orodje programiranja uma. In če hočete imeti denar, če hočete imeti kariero, če hočete imeti odnose, ki bi jih radi imeli, je v resnici hipnoza zame eno fantastično orodje. Kako sem se jaz začel s tem ukvarjati, to je že kar nekaj let tega, je, da sem v resnici najprej jaz tisti, ki sem rabil pomoč, in v tistem času v mojem življenju, v mojem notranjem svetu je bilo cel kup zmede, cel kup nekih slabih občutkov, nisem znal nadzirati te občutke in tako dalje. In potem, po nekem času se mi je zgodilo, da ko sem uporabljal hipnozo, ko sem uporabljal ta različna orodja, ki so na voljo, sem v resnici naredil trajne spremembe. Mislim, trajne spremembe pomeni to, da nekaj, kar je prej bilo v meni in je v resnici sem popravil za nekaj časa, je prišel spet nazaj. To pomeni, ali je bil nek strah, ali so bili neke slabi občutki in tako naprej, negativni občutki. In za hipnozo in samo hipnozo je bilo to fascinantno, da kar naenkrat, ko sem jo ponavljal, ker to se ni zgodilo kar čez noč, ko sem recimo uporabljal samo hipnozo, ko sem poslušal različne hipnotične zgoščenke, se mi je zgodilo, da so strahovi izginili, tisti, ki jih nisem hotel imeti, da sem živel bolj umirjeno življenje, da sem praktično spremenil moj notranji svet. In potem sem začel seveda to uporabljati na ljudeh naprej in na koncu tudi hipnozo učiti. In jaz sem velik zagovornik, vernik in prepričan v to, da vi danes že uporabljate
hipnozo, oziroma greste v trans naravno že v toliko različnih oblikah, ko gledate televizijo, ko poslušate glasbo, ko se vozite z avtom, recimo otroci, če jim daste recimo tablico, če jim date telefon, oni so sposobni tam preživeti ne vem koliko časa. Zakaj? Ker v resnici v tem čustvenem stanju, ki ga imajo, ne, so popolnoma drugačni in zatopljeni, shipnotizirani in takrat so tudi zelo sugestibilni. To pomeni, če jih televizor ali pa neka naprava ali pa igrica shipnotizira, in lahko tudi kaj sugerira takrat, ker takrat so dovzetni za neke sugestije in takrat sve lahko na njih pozitivno ali pa tudi negativno vplivamo. No in moje povabilo za vas je to, da pomislite na rezultat, ki bi hoteli imeti v življenju. To pomeni recimo, da je to finančni cilj, neka številka, ki jo imate v glavi, pomislite na to številko, pomislite na tisto stvar, ki bi jo radi uresničili ali pa implementirali s hipnozo. In ali je to karijera lahko tudi, ali so to odnosi, ki bi jih radi naredili, ali je to nek preboj na področju zdravja in tako naprej. In potem pomislite na vedenje, ki bi ga radi konsistentno izvajali, in tam pride na vrsto hipnoza, in sicer hipnoza vam lahko pomaga, da to vedenje konsistentno izvajate, da to vedenje lahko konsistentno dosežete, da dobite rezultate, ki bi hoteli dobiti v vašem življenju. Zdaj, za tiste, ki vas zanima, mi začenjamo v četrtek, 21. marca, upam, da sem prav zadev datum, ob 16:30 delavnico, in sicer ta delavnica se imenuje Mojster praktik hipnoze. V tej delavnici bomo počeli eno štekane stvari, to pomeni, bomo vadili hipnozo, delali hipnozo, se učili hipnozo, poglobili hipnozo. Delavnica je namenjena ljudem, ki že imajo vsaj nekaj znanja, to pomeni, da so bili na NLP praktiku, da so bili na praktiku hipnoze, ali pa da so znanja dobili nekje drugje. In tudi tisti, ki ste prebrali mojo najnovejšo knjigo Hipnoza 1, je v tej knjigi v resnici dosti stvari že pojasnenih, ki se jih lahko naučite, zato da boste lahko se nam pridružili na tej delavnici Mojster praktik hipnoze. Moj cilj na tej delavnici je seveda ta, da bomo iskali različne globoke transe, deep trans fenomena, da bomo spoznali različne tehnike, in tukaj imam kar nekaj tehnik in zadev, ki sem jih zdaj na novo prenesel, v resnici jih poznam že kar nekaj časa, no včasih pozabim kakšno stvar, pa jih niti ne prenesem. In ideja, ki jih imam tukaj, je ta, da bomo recimo vadili, kako se odzovemo hipnotizerju. To pomeni, hipnotizer bo naredil neko indukcijo, to pomeni, to je neko uvod v hipnozo in v trans. In mi bomo na tej delavnici Mojster praktik hipnoze vadili, kako se lahko upremo hipnozi, in to seveda je koristno, da se naučimo narediti. Zakaj? Kajti kadarkoli boste odprli televizor, kadarkoli boste se srečali z nekom, ki mogoče nima tako pozitivne energije, kadarkoli boste v resnici v družbi ljudi, ki govorijo, ki se pritožujejo, ki jočejo, ki imajo neke izgovore, ki ne vem, karkoli delajo, takrat boste v resnici negativno hipnotizirani, in to je fajn, da se naučimo, kako se temu izognemo in tako dalje. Potem se bomo seveda naučili, kako lahko z tem, da uporabljamo najprej katalepsijo roke, recimo, ali pa nekega določenega dela telesa, in nezavedne gibe naredimo spremembo, in to bo seveda taka fantastična vaja katalepsije roke in spremembo gibanja te roke, in ko bo roka dosegla z nezavednimi gibi določeno točko, se bo zgodila neka sprememba na nezavednemu. To bo ena vaja taka, ko bomo vadili v naši delavnici. Zelo, zelo koristna vaja, zakaj se hipnoza uporablja, je seveda za sprejemanje odločitev. Torej, če vas zanima, da bi skupaj z mano, skupaj z ostalimi sprejeli neko drugačno odločitev, boljšo odločitev, ki vam bo pomagala, da boste se premaknili naprej v vašem življenju. In če nasplošno mislite, da ne znate dobro se odločiti, bomo vadili, kako seveda z hipnozo in samo hipnozo, ker eni bojo prišli, pa pridete na to delavnico zato, ker bi radi pomagali sebi, eni pridete zato, ker bi radi pomagali drugim, in tam se bomo pogovarjali o tem. Zdaj, potem ena izmed vaj, ki sem videl, bo tudi za vas neverjetno pomembna, je tako, kako lahko dejansko dajemo direktne in indirektne ukaze nezavednemu umu. In pomemben del direktnega ukaza je ta, da včasih zavedni um zblokira in indirektni ukaz pa malo prelisiči in se splazi noter, in seveda vi veste, da so zgodbe, metafore. Ena stvar, zdaj imam tukaj na las, ne vem, kako se jo rešiti. Mislim, ta del frizure, ne vem, če je prav hipijevski, oziroma ne vem, če vam zgledam kot nek hipi,
ker to nikoli ni bila neka moja, predvsem mislim, da sem ta del faze malo šel skozi. Tako da mi smo ovadili zgodbe, metafore so del tega procesa, ki jih bomo naredili. Mi bomo seveda na Mojstru praktične hipnoze pogledali, kako lahko naredimo metafore polne dobrih in zanimivih predpostavk, kako lahko naredimo metafore koristne za to, da delajo spremembe in tako dalje. Naučili se bomo, kako lahko uporabljamo predpostavke v konverzacijah in v transu. In predpostavke so ena najbolj koristnih orodij za globok trans in za delanje spremembe v samem transu. In recimo, če vam dam primer nekih predpostavk, recimo, če boste rekli, če rečete ta ali pa tisti, že dejansko lahko približate ali pa delite neko misel, ali pa približate ali pa delite neko situacijo. Ali pa če rečem jaz, ne, ali pa če rečem Aleksander, se že s tem lahko disociram in se umaknem v situacije. In ko vi začnete uporabljati take zelo enostavne besedne zveze v vaših nagovorih, ki niso nujno hipnotični nagovori, tudi prodajni nagovori, lahko nagovori ljudi, ki jih imate radi in tako naprej, začnete že predpostavljati neko spremembo. Ker recimo včasih ljudje pozabljajo, da lahko rečejo, recimo, da govorijo v preteklosti, ne, da v preteklosti so nekaj počeli in zdaj tega več ne počnejo. In če tako recimo ljudje se izražajo, ali pa če tako ljudje rečejo, ne, recimo, da je sprememba za njimi, ko govorijo v pretekliku, v resnici predpostavljajo, da je več ni, da je ni več v njihovem življenju. Potem smo učili, kako inštaliramo oziroma nameščamo nove strategije s hipnozo. To so vse stvari, ki sem jih zdaj skupaj z asistenti, skupaj z Richard Benderjem, ki sem malo povprašal temu, to je soustanovitelj NLP, eden zame v tem trenutku največjih genijev za osebnostno rast, in jaz sem hvaležen, počaščen, da sem zdaj že od leta 2009, to pa je bilo 11. leto že, pri njemu asistent, hvaležen, počaščen, mislim, in tudi z veseljem pridem, tudi če so stvari, ki sem jih že slišal večkrat in večkrat in večkrat, in ravno prej sem se pogovarjal z ostalimi asistenti, ki so podobni hipiji, kot sem jaz, da sem se pogovarjal, kako dragoceno je, da imamo drugega, da se tukaj dobimo, da gremo skupaj neko silo, da predebatiramo malo poslovne stvari, ki jih imamo, kajti bolj ali manj se ukvarjamo s podobnimi izzivi, kako ljudi, ki jih zanima NLP, ki jih zanima hipnoza, ki jih zanima coaching, prepričati, da se odločijo, da investirajo v sebe. Mislim, jaz to skrat rečem, da ena najpomembnejših investicij v življenju je investicija v znanje, in oseba, ki investira v sebe, postaja na trgu več vredna, ne samo, da postaja več vredna na trgu, temveč tudi zgodi se nekaj drastičnega, nekaj čarobnega, nekaj neverjetnega, ko vi investirate vase in naredite neko spremembo na svojem notranjem svetu in postanete bolj srečni, bolj zadovoljni, bolj mirni, bolj veseli, bolj hvaležni, bolj uživate življenje. Kaj se zgodi? Potovanje po življenju, potovanje skozi življenje postane bistveno lepše, postane čarobno. In zato ste prišli na ta svet ste prišli, da boste srečni, da boste uživali. Učili se bomo, kako uporabljamo tehniko zmede. Tehniko zmede smo delali mi že na praktiko hipnoze. Ker recimo tehniko zmede mi delamo z polarnostmi. Uporabnost tehnike zmede je ta, da lahko takoj, ko se zmeda zaključi, usmerimo smer spremembe že znotraj tehnike zmede. To pomeni, recimo jaz tehniko lahko uporabljam tako, da uporabljam polarnosti. To pomeni, to, kar je bilo prej pomembno in zdaj ni tako pomembno, lahko postane v tistem trenutku, ko ni bilo več pomembno, bolj pomembno, in zaradi te nepomembnosti, ki je pomembna, zdaj, če pomislite, zdaj sem povedal par besed in ustvarjal ven zmedo, in vi govorite, kaj zdaj ta tip govori, in ustvarjam v tej zmedi priložnost, da se zavedni nekaj časa izklopi, in jaz vam lahko dam sugestijo ali pa priložnost, da naredite spremembo. Mislim, jaz sem učili več načinov, kako, za nekatere bo to en del ponovitev, en del bo nova, kako da naredimo seveda z polarnostmi zmedo in hkrati, kako zmedo uporabljamo za usmerjanje spremembe. In to je seveda neka stvar, ki je dragocena, ki je neverjetno uporabna in tako dalje. Tako da tisti, ki vas zanima, zakaj je to koristno, kajti mi vemo, da hipnoza pomeni direktna komunikacija z nezavednim delom uma, in ko boste znali ustvarjati zmedo, ko boste znali uporabljati to tehniko, boste seveda lahko usmerjali
ljudi tudi z odprtimi očmi. To pomeni, da ne rabijo iti v globok trans, ne rabijo z vami biti nekje prisotni, lahko bi šli v trans tudi z odprtimi očmi. Tako da ena izmed stvari sem učil, kako lahko inštaliramo nov zemljevid sveta, to je zelo globok poseg v notranji svet nekoga. In seveda, kako uporabljati vse 4 dimenzije notranjega sveta, ki mi pomaga dosegati trajne spremembe v transu. In to bo z eno klasično NLP tehniko, ki je tako imenovano 4-dimenzijsko programiranje uma z delanjem trajnostnih sprememb. In mi bomo sve to uporabljali v hipnozi. In meni bomo eno fantastično vajo, ki se imenuje The Drug of Choice. To je Drug of Choice, pomeni, da bomo uporabljali v resnici eno tako zanimivo stanje, kjer ste v resnici že kdaj verjetno bili v njemu. To je stanje, ko ste mogoče kakšen kozarček preveč popili, ali pa kakšno drugo stvar dodali še noter, in v tem stanju ste se malo drugače počutili. Mi bomo to naredili naravno s transom, predvsem zato, da boste lahko naredili spremembo v vašem notranjem svetu, oziroma spremembo tam, ki bi radi naredili. Potem bomo imeli eno zelo zanimivo vajo, ko model je zgodbe in metafore. In meni je fascinantna vaja, kako bomo delali več različnih časovnih črt. To meni lahko boste imeli časovno črto za kariero, za finance, za družino, za trans in tako dalje. In te različne časovne črte, ki boste imeli, bodi si v času ali pa skozi čas, bomo malo kombinirali, predelovali, predvsem z tega vidika, da ko boste na eni časovni črti, da boste tam maksimalno uspešni, učinkoviti, in ko boste šli na drugo časovno črto, boste se dejansko posvetili tisti stvari, zakaj ste tam. In zakaj je to koristno, da imate več časovnih črt, in to je res ena revolucionarna tehnika, je koristno zato, da ko imate več časovnih črt, da takrat lahko na nek način se premikate proti rezultatom in cilju hitreje, ker ste sfokusirani na eno stvar naenkrat. Jaz vam povem, da sam ta tehnika ali pa sam ta vaja, ki je v modeli, to je uporaba večjih časovnih črt in tudi spremembe časovne črte in tako dalje, je vredna investicija, zato da pridete, da se nam pridružite na mojstru praktiko hipnoze 21. marca ob 16:30 v Ljubljani. In če vas zanima, imamo svojo posebno akcijsko ceno za vse tiste, ki bi se nam radi pridružili in bi z nami. Mi vemo nekaj danes, da če imamo več časovnih črt, lahko seveda naredite tudi dodatne časovne črte za spremljanje odločitev, kar pomeni, da lahko uporabite 2 časovne črti in tiste časovne črte uporabljate zato, da se pravilno odločate. In jaz vam povem samo nekaj, tisti, ki ste kdaj kakšno napako naredili v življenju, ki jo obžalujete, in če bi šli nazaj, bi je nikoli več ne naredili te iste stvari ali pa te iste napake. Jaz vam garantiram, da uporaba časovne črte na tak način, ko boste se naučili, vam bo omogočila, da napake ne boste več delali, ponavljali, oziroma da se boste bolj pravilno odločili. In vedno, ko boste uporabljali časovno črto, vam povem, da boste lahko lažje, hitreje spremljali boljše odločitve. To ne pomeni, da ne boste rabili preštudirati stvari. Recimo, če se odločite o nakupu novega stanovanja, je fajn, da naredite vse možne poizvedbe prej, da neka strokovnjaka, ki se na to spozna, pripete zraven in tako naprej. Vse te stvari ostajajo zraven, vendar časovna črta vam pomaga, da boste sprejemali pravilne odločitve na poslovnem ali pa osebnem področju. In recimo prej, ko sem rekel, da boste se naučili, kako delati več različnih časovnih črt, boste videli, da boste lahko potem hitro preklopili. In ko boste v službi, boste fokusirani na službo, dali vse od sebe, in ko ste prišli domov, in boste lahko doma in boste lahko z ljudmi, ki jih imate radi, se boste posvetili. In potem, ko boste šli na časovno črto za trans, boste lahko v tiste časovne črti šli hitro, zelo globoko se sprostili, umirili in tako naprej. Zdaj ne smemo govoriti o transu, ker ni pravi čas za to. Je tako? Potem bomo se učili, kako delamo neverbalne komunikacije z uporabo energije. To je energijska, stara tehnika z uporabo hipnoze in samo hipnoze. Tako da vse, kar vam zdaj govorim, se mi zdi je fascinantno, fantastično in tako dalje. Mi bomo seveda počeli tudi to, da bomo delali, kar sem že prej rekel, kombinacijo in prepletanje različnih zadev med sabo. To pomeni, da ne bomo delali samo to, da bomo dodali novo snov, temveč da bomo vse tiste stvari, ki so koristne pri hipnozi, torej jezikovne vzorce, indukcije,
skombinirali za to, da boste naredili spremembo. Zdaj, ko jaz pričakujem na te delavnici, pričakujem nekoga, ki hoče narediti spremembo, ki hoče narediti preboj, pričakujem nekoga, ki bi se rad zabaval, ki bi rad šel v trans 6 dni skupaj z mano in z sošolkami in sošolci. Pričakujem seveda ljudi, ki bi radi počeli hipnozo, delali hipnozo, pomagali drugim, in pričakujem ljudi, ki bi radi seveda naredili spremembo za sebe. Kajti dostikrat se ljudje prijavijo zato, da bi radi drugim pomagali, v resnici rabijo pri sebi pomoč, in obratno, ljudje se prijavijo, ker mislijo, da sebi hočejo pomagati, v resnici so prišli tja, ker imajo poslanstvo ali pa klic, da bi radi drugim pomagali. Tako da to je dosti komplicirano, v resnici blazno enostavno. Pridite, prijavite se, napišite Tjaši email, tjasa@mastermindacademia.com in sam napišite, kakšna je akcijska cena, in rečete, da ste gledali tega indijanca ali pa indijanko, oziroma hipija, to je hipi, če vidite, da imam ta znak PIS, tako pravilno se reče PIS, ja, imam ta znak PIS, in vas seveda vabim, da ste z nami, da ste z mano, da ste z mojim skupino asistentov, da ste z sošolkami, sošolci, ki vam bojo seveda popestrili življenje. In ena izmed stvari, ki skozi razlagam ljudem, je, da dajte si nabrati ljudi, ki bojo pozitivni, ki bojo razmišljali tako kot vi, ko bomo imeli iste cilje, sanje, ki se bojo upali sanjati, ker se ne bojo počutili stari, se ne bojo počutili zdaj pa brez možnosti, ne bojo skozi nekaj jamrali. Dajte se obdati z ljudmi, ki vam bojo pomagali, da boste vi postali lepši, boljši navznoter, ne toliko navzven. Zdaj, rekel sem še nekaj, ker to se mi zdi koristno in to sem rekel, da bi tudi z vami rad delil. Par stvari, ki se mi zdijo dragocene, da bi jim dal. In to je ena taka dosti zanimiva zadeva, ki je danes dr. Richard Bandler omenil, in to je en citat, ki bi vam rad podaril, in sicer ta je, da umrete res v življenju samo enkrat, živite pa vsak dan posebej. In zato vas vabim, da pomislite na tisto stvar, ki jo odlašate, da bi jo naredili kot preboj v življenju, in se odločite, da boste res naredili preboj, da boste rekli, to bo moje novo življenje, jaz se odločam zdaj znova, pozabim na to, kar se je dogajalo v preteklosti, pozabim na vse omejitve, na vzorce in si postavim vprašanje, če bi dan začela, če bi začela znova, kaj bi bil prvi korak? In se napolni z novim znanjem, z novo energijo, z novimi vedenji, in s temi vedenji se začnejo premikati proti cilju, proti rezultatu. Jaz seveda si želim, da boste, ko boste hodili proti cilju, bili drzni, si upali, da boste imeli velike cilje in sanje. In za vse tiste, ki bi se boste pridružili seveda in postali mojstri praktiki hipnoze v marcu v Ljubljani, boste seveda imeli priložnost, da boste posneti, to pomeni, da vas bom posnel na našo dokaj profesionalno opremo. In enega izmed vas, tistega, ki bo skupina celotna zbrala, da je najboljši hipnotizer, hipnotizerka, bomo tako naredili, da bomo naredili za njega 50 zgoščenk, in če prodate 50 zgoščenk in ceno, ki jo mi dali priporočljivo ceno, je 33 €, ker so to zgoščenke, ki so narejene za to, da boste jih lahko imeli na tem fizičnem nosilcu zgoščenke oziroma tudi v digitalni obliki, in lahko seveda ponudite ljudem obe obliki in hkrati seveda jim omogočite, da poslušajo ne seveda v avtomobilu, temveč na svojem telefonu, računalniku oziroma na predvajalniku oziroma CD-playerju. Boste lahko s temi zgoščenkami, mi jih bomo tudi ponudili mi preko naših prodajnih kanalov, boste lahko s temi zgoščenkami že povrnili investicijo v mojster praktik hipnoze. In to je zdaj novost. Novost je ta, da bomo v resnici to naredili prvič letos, da bomo vse tiste, ki bojo hoteli, ki ne bom naredil to obvezno, ki eni pridejo sam za sebe na to delavnico hipnoze, za te lesi me malo motijo, zdaj, ko ima se tako dolgo lesi, ne vem, kako je to biti. Tisti, ki boste prišli na delavnico hipnoze, to je zdaj te lesi, ki imam, jih imam zato, ker danes imamo delavnico, danes imamo zabavo hipnoza in smo oblečeni v hipije asistentje. Zakaj? Ker je to četrti dan delavnice Neurohypnotic Repatterning, ko sem ponovno asistent tukaj pri dr. Richard Bandlerju, soustanovitelju NLP-ja. In
jaz prihajam sem prostovoljno, ne vem, če veste, da je to že res veliko let in plačam svojo letalsko karto, plačam hotel, plačam hrano in delam. Zakaj? Zato, ker vem, da sem danes boljši, kot sem bil včeraj. Danes vem, da prihajam domov z novimi znanji, da bom lahko dal velikansko vrednost in točno vem, če želim dajati veliko vrednost, pomagati ljudem, da naredijo spremembe, rabim se učiti. Jaz sem tečen, jaz na kosilih, ko grem s kakšnim asistentom, sprašujem ono tehniko, pa to tehniko, pa kako bi to naredil, pa to. Recimo, danes smo se pogovarjali z enim kolegom iz Italije, ne vem, kaj naredi z njimi, ne vem, moj frizerjo zdaj, a se bom dal, da kar dol da sodijo. In se že na kosilih smo se pogovarjali z zanimivi temi, ki je sprememba. Nekdo pride na delavnico, naredi spremembo, nekdo ne pride na delavnico, spremembe ne naredi. In zakaj se to zgodi? Zgodi se zato, ker včasih človek ni pripravljen, včasih ta človek je v različni fazi življenja in tako dalje. In jaz sem vedno obseden s tem, da ljudem pomagam in potem, ko vidim nekoga, da naredi spremembo, sem hvaležen, vesel, počaščen. In ko vidim nekoga, ki spremembe naredi, pa mu tako malček manjka, da bi se premaknil, pa se sploh ne premakne, čutim vedno neko odgovornost, vedno neko težo od tega. In to mi je rekel ta moj kolega, asistent Marko iz Italije, rekel: Aleksandar, to je tvoja stvar. Ti moraš se zavedati tega, da ne moreš vsem pomagati. In to jaz vem teoretično, v praksi doskrat se sekiram za te moje člane družine, kajti vsak, ki se prijavi k meni na praktik mojster coach, na hipnozo, na mojstra hipnoze, zame so to družina. Vi ste moja družina, moja širša družina, moja mastermind družina in potem, ko vidim potencial v vas, ko vidim potencial, ki ga imate v sebi in ga vi ne izkoriščate, potem jaz vedno po noči, ko grem spat, razmišljam, kako bi te osebi pomagal, kaj še lahko naredim, kaj lahko rečem, kakšna stvar bi pomagala, kakšna sugestija bi pomagala, kakšna tehnika, kakšno zgoščenko bi lahko naredil, kaj bi lahko napisal v knjigo in tako naprej. Skozi razmišljam o tem, kaj bi še lahko dal, da bi te osebi pomagal. In jaz sem res hvaležen, da sem danes to z Markotom predebatiral, ker je moje vprašanje bilo to, ker sem rekel, delavnici mi je govoril, ki jo imam, in on pomaga tudi coaching, da postavijo posel in se imenuje delavnica coaching startup, se imenuje, in sem vprašal Marko, kako pa je z rezultati, kako pa je s tem, ne? In rekel, eni imajo fantastične rezultate in eni so res uspešni in eni ne. Zakaj? Ker vsem dam enako osnovo, rekel, ne? Isto kot jaz, zato ker moče eni so pripravljeni, eni grejo v akcijo, eni poslušajo, eni pa ne naredijo koraka, se ne premaknejo, ne grejo v akcijo in ne dosežejo tega rezultata, ki bi ga lahko dosegli. Tako da jaz seveda bom počaščen, bom hvaležen, bom ganjen, da se mi pridružite 21. marca ob 16:30. Potem smo 22. marca v petek cel dan skupaj, v soboto 23. marca cel dan skupaj, v nedeljo 24. marca vam dam malo pauze, da se oddahnete in hipnotizirate vse vaše domače, oziroma sami sebe, samo hipnozo. In potem smo skupaj še 25, 26, 27. marca, ponedeljek, torek, popoldan po službi in sreda cel dan, tudi zaključek bomo imeli v sredo. Vmes vas bom posnel, tisti, ki boste hoteli, vam dal tudi feedback, vas bom tudi malo učil, kako uporabljati glasove. Recimo, ena izmed stvari, ki bomo delali, so drže pri hipnozi in ena stvar se seveda drže pri samohipnozi in ena se tudi drže pri hipnotiziranju. In doskrat opazim ljudje, da hočejo hipnotizerji, ker mislijo, da jih bolje slišijo, stranke, klienti se tako nagibajo naprej proti njim in jih hočejo hipnotizirati. Jaz vam povem, da to ne drži. Mi v resnici bolj hipnotiziramo, če smo ravni, če smo sfokusirani in pravilno uporabljamo tudi dihanje, kajti dihanje nam omogoča, da seveda smo bolj hipnotični, da dajemo boljše sugestije in da naš glas zveni boljše. Ja? Jaz bom res hvaležen tudi, da bom videl potem rezultate, ker jaz vem, da hipnoza zame je neki cukrček od delavnice, da vem, da ljudje, ki pridejo k meni na delavnico hipnoze, naredijo spremembe, naredijo preboje. Jaz bom tudi zelo počaščen, vesel, da boste v komentarje napisali nekoga, ki mislite, da mu ta delavnica koristi, in če to naredite, bom enemu izmed vas podaril mojo najnovejšo knjigo Hipnoza 1. Vse, kar rabite narediti, je
da upišete hipnoza 1 v komentarje, da napišete v komentarje eno osebo, ki mislite, da ji moja knjiga lahko koristi, in da pa moja delavnica lahko koristi, in jaz bom seveda enega izmed vas izžrebal, ki bo mojo knjigo prijel brezplačno. Torej, dobili boste knjigo Hipnoza. Torej, napišite v komentarje osebo, ki mislite, da bi ji hipnoza lahko koristila, in nagrada bo vaša. Ne vem, če to lahko tudi na Instagramu naredite. Nagradna igra napišemo. In lahko boste srečna izžrebanka. Dobro. Zdaj pa bi bilo fajn, da jaz grem na zabavo. In vas pustim, da vi seveda uživate še naprej v dnevu, uživate še naprej v jutru, večeru, popoldnevu, kadarkoli boste to videli. Mi je bilo veselje v čast, da ste vi z mano. Tudi vedel bom, da če ste v resnici igrali nagradno igro, da ste videli posnetek čisto do konca, in če niste igrali nagradno igro, niste videli. Zdaj, kaj je še kakšna taka stvar zanimiva, je ta, da kaj bomo šli na mojstro praktiko hipnoze, bomo delali eno zanimivo čustveno stanje. Torej, bomo šli v trans, bomo šli v hipnotično stanje, bomo delali globoko stanje pričakovanja, da bo oseba pričakovala neko spremembo, da bo pričakovala neko aktivnost. In to je eno izmed takih stanj, ki jih ponavadi ne toliko srečate v vsakdanjem življenju, vam povem pa, da je blazno koristno za to, če hočete dosegati določene rezultate oziroma določene spremembe pri sebi ali pa pri ljudeh, ki jih imate radi. Tako da jaz bom res hvaležen, počaščen. Napišite v komentarje osebo, ki mislite, da bi hipnoza koristila, da bi lahko ta hipnoza koristila, da naredi preboj. In koga izmed vas bomo izžrebali. Da se splača to narediti. Se splača to narediti, zakaj? Ker boste lahko vi srečni nagrajenci. Ja. Je kakšno vprašanje mogoče, ki bi ga lahko imeli zame, oziroma ki bi vam lahko koristilo danes v tem času? Jaz bom seveda z veseljem odgovoril. Lahko še samo toliko povem, da imamo ljudi, ki prihajajo vsega sveta. Imam tudi prijatelja Juana, ki je iz Venezuele. In bih mi sam spraševal, kako se ima na Venezueli, oziroma kako se imajo, je rekel, da je ni tako enostavno, da je kar težko. Ena izmed stvari, ki sem se naučil od njega, je ta, da ta fant je res ustrajen in neverjetno odločen, da bo tudi v Venezueli naredil preboj z svojimi delavci, s coaching in tako naprej. Tako da vsaka čast, res sem hvaležen, ponosen, da se lahko učim. In danes sem rekel, Aleksandar, pomembno je to, pomembno je to, da vztrajaš, da si pozitiven, dobre volje in da tudi ne glede na situacijo, ne glede na okolje, delaš vse, kar lahko narediš. Si rekel, kaj čem, ko sem doma z Venezuele, kaj lahko naredim? In sem prilagajam situaciji, iščem načine, kako bom preživel, iščem načine, kako dobim stranke. Rekel, 14% Venezuelcev dobi plačila v dolarjih, iz tujine ali pa doma. In rekel, to so moje stranke, to so moje potencijalne stranke, ki si lahko omogočijo, privoščijo nekaj. Tako da, absolutno bom zelo, zelo hvaležen, da ste z mano, da ste del te moje fantastične zgodbe, mojster praktik hipnoze 21. Marec. Napišite v komentarje osebo, ki bi ji hipnoza koristila, in postanite, kako že, in s tem boste lahko izžrebali, dobili knjigo Hipnoza 1. Yes, to je fantastična knjiga, jaz se res priporočam, in verjamem, da bomo lahko koristno. Jaz sem hvaležen. Bodite v cvetju, uživajte.
Komaj čakam, da se vidimo. Lep pozdrav vsem skupaj, kjerkoli že ste. Hvaležen bom za vsak komentar, za vsak všeček, za vse, kar boste napisali, rekli in tako. Upam, da je bilo kaj koristno. Danes še enkrat ne pozabiti, da enkrat umrete, vsak dan znova pa lahko živite. Tako da imate bistveno več možnosti za življenje. Vem, če slišite, zabava se tam dogaja, tako da se vas moram zdaj pozdraviti. Iti na hipi, noza, zabavo, hipi. In še enkrat hvala vsem, ki ste mi rekli, kjera lasuljo ne imam. Nažalost je ta lasulja ostala, to sem pač vzel in moram reči, da me je zelo motila še enkrat prehrani. Tudi zdaj vidite, da mi skozi te lasi padajo, vendar mislim, da so hipi so imeli fajn, da so imeli dobre znakce. Da se pa res moram iti, da vas pozdravljam, bodite v cvetju. Hvala lepa, napišite, lajkajte, delite, pomagajte mi seveda, da čim večjem številu ljudi pomagam, da spremenijo svoje življenje. Bodite v cvetju in lep, čaroben, čudovit dan, jutro, večer, noč, kadarkoli boste to videli. Hvala lepa. Ja, zdaj pa tukaj nisem dal tako, je. End.